Tretji julijski teden je v Belgiji zaznamovalo veliko neurje, deževje, ki se je razbohnelo nad Nemčijo in pa Belgijo, v katerem je umrlo blizu 100 ljudi. Moje sožalje tem ljudem. Hkrati pa je bil to tudi teden, v katerem smo spregovorili o paketu pripravljeni na 55, Fit for 55, ki ravno želi odgovoriti na posledice grozečih klimatskih sprememb. Gre za zahteven paket, ki bo zahteval velike spremembe vsakogar od nas pri našem osebnem obnašanju. Pripravlja se prava revolucija v energetskem sistemu, veliko več obnovljivih virov, nizkoogljičnih virov, spremembe v prometu, usmeritev proti električni mobilnosti, na drugi strani tudi spremembe na področju gozdarstva, tako da gre za res kompleksen projekt. Upam, da bomo preko tega tudi uspeli obnoviti stanovanjski fond in porabiti čim manj energije. Dobro se bomo morali pripraviti na ta zahteven paket. Sam pa sem v tem tednu največ časa posvetil prisostvovanju na predstavitvah slovenskih ministrov na najrazličnejših odborov. 22 predstavitev je bilo na najrazličnejših odborih. Sam sem se udeležil skoraj 2/3 teh predstavitev, kajti prepričan sem, da je odgovorno od slovenskih poslancev, da prisostvujemo na teh predstavitvah, ne glede na to, če smo člani odbora ali ne, vedno dobimo besedo, tudi na tistih odborih, kjer nismo člani, in na nek način pokažemo tudi pripadnost slovenskemu predsedovanju. Moram reči, da ostali kolegi niso obiskali toliko odborov, kolegi iz EPP-ja so se udeležili predvsem svojih odborov, še nekateri drugih. Žal so kolegi iz slovenske opozicije bojkotirali te odbore tu v Evropskem parlamentu. Še več, naša kolegica Tanja je pač teden uporabila za rušenje slovenske vlade. Mislim, da to ni prava smer. Sam bom tudi v nadaljevanju poizkušal čim bolj slediti delu slovenskemu predsedstvu. Z tega mesta pa lahko rečem in izrečem iskreno čestitko in tudi pohvalo vsem, ki so bili odgovorni za te predstavitve. V prvi vrsti ministrom, seveda pa morajo imeti ministri v ozadju tako močne ekipe na stalnem predstavništvu, kakor tudi doma na ministrstvih, kajti Slovenija sprejema veliko odgovornost, da bo vodila ta ključna pogajanja na številnih področjih, podobno kot je ta Fit for 55, in se bo na nek način pisala zgodovina evropske politike. Zato je pred nami odgovorno delo, sam se veselim tega izziva. Zaenkrat pa lahko mirno rečem, da smo Slovenci odlično štartali to predsedstvo, bili deležni pohval na profesionalnem pristopu, strokovnemu pristopu in žal ob spremljanju domačih medijev nisem videl takšnih opazk oziroma opisov naših predsedovanj, kvečjem se v kakšnem svobodi medijev o tem govorili, tudi o tem smo govorili, vendar veliko težišče je bilo, so bili vsebinsko delo in pa številna novi fajli, kot rečemo tu, nova zakonodajni predlogi, ki prihajajo na mizo ravno v tem času in pred nami je velik izziv. V kratkem bomo tudi imeli malce oddiha, se tudi prepustili poletnemu času, druženju doma v krogu domačih, zato tudi vam vsem želim prijetne počitnice v jesenskem času, se pravi proti drugi polovici avgusta, pa tudi v Evropskem parlamentu ponovno začnemo z našim delom, do takrat pa lepo pozdravljeni iz Bruslja.